Dragi gledalci, zdaj so udeleženci videli, kako se splete vrv in se bojo zdaj naši specialci lotali sami izdelave vrvi. Skupina, ki bo najdaljšo vrv spletla, je zmagovalna skupina in ne pomiva posode. Tako je. Ja, gledajte, tisti... A je še kakšna nejasnost pri izdelavi te vrvice? Koliko kili zdrži tisto nas? Poskusite strgati. Poskusi strgati, dej. Naprimer. Sam pazite, da ne boš koga butnil, če se strga. Kaj, ne gre? Ej, sam da ne bo kdo kam padel ali pa koga s komovcem udaril. Alo, dite, moja skupina iščete mi kiper pravi. Pazi, da ne bo kdo padel kam. Dej, da ne boste padli, fante, lepo prosim. Ne da se. Ej, nad z nohti. Samo potegnite, da vidite, kako je. Ja, ne boste vi proti Mateju, to kar tako. Proba, ja. Jaz sem na svetu. Alo, moji. To je nora ti. A, kaj ste rekli? A je hudo? Presenetljivo trda. Presenetljivo čvrsta, a ne? Daj greva jaz pa. Ja, daj, vleči me. Vleči me, je rekel. Kolegi, greste v akcijo, imate uro časa in akcija, spustite to vrv, dajte to vrv meni. Halo, dajte, hvala. Evo, zdaj spolirana, prišla lepo nazaj. Evo jo. To, če narediš vrv, pa... V koliko časa sem to spletel? V minutki, a ne? A sem rabo minuto? Pol minute. Minuto pa pol, ajde, maks. Minuta prej. Jupice se lagrem iskat. Ja, izvoli, sveda. Eni nabirate travo, eni spletete in tako naprej. Materijala imate več kot dovolj. Cel travnik, glejte. Čez lukenco dajemo. Čez lukenco. Ja. Lepo, boste podaljšali. Čakaj, to so vaše vrvi, a ste jih najdli? Ne, to so naše. Ste jih zdaj spletli? Ja. Dobro, v redu. Zelo lepo. Zelo lepo. Ni še konc, ni še konc. 15 minut. Zelo dobro vam gre, super. Fantastično, mislim, da boste zelo, zelo izenačeni. Potrudite se, imate še 15 minut časa. Ja, kar primer, s koraki. Dolg korak je 1 meter, ne? Greva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metrov za enkrat. Zadnjič so eni 13 metrsko spletli. Ja, oni imajo več. Ja, potrudite se, ni še konc, ne se predati. Ne vem. Nisem zmeril. Prosim. 15 minut imate še časa. Ja, tako. Dajte se potruditi. Trenutek resnice. Po 2 predstavnika samo, ne rabite vsi hoditi. In se boste kar postavili. Erik, boš tam le šel, da bojo prišli do tebe. Začetkom pa da vidimo. Ja, strgala, kaj ćemo? Marija. Kaj pa zdaj to? Dima, pridi tle do Erika. Stefan, ti greš dol skozi proti ribniku. Tristan, pridi ti sem, dej.
Položi na tla. Ne, morate jo dvigati, morate jo na 5 pa dvigati, da vidim, če drži skupaj, ja. Vidiš. Vaša tudi, a? Kar razpadla, a? Ja, mora stati v zraku. Lejte, na hitrco imate še možnost vezati, če boste uspeli, dajte hiter, imate sekundo 30. Se zveza se skupaj. Vrv morate na 5 in pač, če se bo strgala, a ne? Naj se ne bi. Ste? Ste poštukali zdaj? Ja, dej. Štefan. Mamo? Ok. Tle pa Eriku se postavita, Tristan, do Erika prosim nazaj. Še nazaj. Umaknite se. Tristan nazaj. Na začetku je bolj prim. Kaj se je strgala? Ja, pač raztegnete ta del, ki je najdaljši. Ne vleč. Opale, no še vseeno raztegnete, vidi ta del, ki se drži skupaj. Ne zdaj vezati, sam dvigam ta del. No. Ja, ta del, ki je utrgan. Lega, tu spusti dol, dvigam ta del, lega. Ja. Kitajsko govorim, to napnita zdaj. Ja, zdaj vidimo, da je zmagala prva, ne? A? Prva skupina je zmagala, bravo. Ja, ne vem, kako ste se to dogovorili. Ne se mi pritoževati. Veste, kaj sledi in to je to. Ok? Ja. Ok, gremo. Se pravi, zdaj se bom zavezal oči, tako da bom imel usta prosta, nekako, da me boste slišali. Ušesa si bom pustil zunaj, da bom slišal, kdo govori. Torej, prosil bi vas za popolno tišino, da me boste dobro slišali in razumeli. Ja? Ja. Moram pa poiskati to vrv, evo jo. A bo prosim kdo preveril, če kje vidim? Koliko prste staže? Ne vem. Sam ne me udariti, prosim, po obrazu. Vse ne bomo. Lahko se sprobate, sam ne me udariti, prav? Ste sprobali? Ne, že. To gre na YouTube, no. No, pa ste. Ja, snimaš, Stefan. Ja, Stefan snema, ne? Dobro. Kaj imamo zdaj tukaj, da vidimo? Vrv. Vrv. Slon. Vrv. Slon. Ne vem, kdo je skupaj zlagal. Sprav, najprej moramo vrv kaj? Preveriti, če je cela, ne? Če je čista, če nima kakšnih palč gor, kakšnega, ne vem, kakšnih delcev, ki bi lahko poškodovali vrv, medtem ko je splezan po njej, ne? Ko preverim, če je kje načeta, tlele vidim, da je načeta, se verjetno že malo belo vidi skozi. Ali ne še? Ja. A vidite, da je pa načeta vrv, da je hrapava, ne? Jaz nič ne vidim, jaz čutim samo, ne? Ja. Ja, glej, če te ujame noč, moraš tudi takole se znajdete, ne? Se pravi, če si brez svetilke, brez ogna, brez telefona, brez česarkoli, slišiš, da prihaja, ne vem, nevihta ali pa dež, ne? In boš mokar, če ne boš postavil si nekega, kaj? Bivaka, ne? Ali pa šotorko napel med dva drevesa, pa kakorkoli, ne? Se pravi, zdaj sem jaz to vrv preveril in zdaj bom šel v tole smer, kjer se mi zdi, da je kakšno drevo in ga bom s pomočjo vrvi, zdaj vi sedite, ne? Ja. Evo ga.
našel sem drevo. Evo ga. To je smrekica, a ne? Kaj pa drugega? Poslušajte, to je nadaljevanje vrvi, to je konec vrvi. Ja? Ga vidite? Konec vrvi povlečete čez, torej nad nadaljevanje vrvi ali pa pod. Kaj želite? Nad. Date nad in kaj potem? Se ta konec ovije okrog glavnega, torej nadaljevanje vrvi in se ovije nazaj proti, od kjer je prišel, ne? Trikrat, enkrat, dvakrat, trikrat. In dobimo tukaj tako zanko, lahko date tudi 4krat ali pa 5krat. 3krat je običajno dovolj. Jaz dam lahko tudi, kot sem rekel, večkrat. In kaj zdaj dobimo? Dobimo tak vozel, ki deluje na trenje. Torej, bolj ko ga zategujem, bolj drži na mesto. Ja? Zelo hitro ga razrahljamo, kot vidno, a ne? Lahko ga tudi više prestavim, a ne? Če želim, zategnem, a ne? Tako. Zdaj poiščem kaj? Drugi konec vrvi. In pričakujem, da bom najdel nekje na tejle razdalji kako drevo. To delamo zato, neč mi pomagati, prosim. To delamo zato, da se ne zaletimo v kaj, a ne? Da imamo podaljšeno roko. Evo ga. A sem vam povedal, da se umaknite, jaz res nič ne vidim, kolegi. Dajte se umakniti tok stran, da ne bom koga še. A ne? Sem vas prosil. Evo. Smo prišli do drugega drevesa. Kaj naredimo? Kaj? Ponovimo. Kaj ponovimo? Napnemo. Na 5 moramo to vrv zdaj, ne? Kako to naredimo? En meter pred drevesom, ja? En meter nekje pred drevesom naredimo na vrvi alpinsko zanko. To pomeni, da 3krat ovijete vrv okrog roke. 1, 2, 3. Vidimo? Ja. Pridete od spredje noter, zagrabite ta drugo vrvico in naredite lahko ogromno zanko. Tukaj date pa lahko čez rame, a ne pa čez ramena, pa glavo date čez, a ne? A vam pokažem to? Ja. Torej, naredite ogromno zanko. Takole, in greste potem pod obema vrvicama takole po dlani do konca naprej. Evo. In zategneš. In smo dobili eno. To zdaj ne bo šlo, ker imam prevezo, a ne, drugače pa lahko še večjo vrvico naredite in si pač date čez takole, ne? Ja? Čez ramena držite in lahko potem vlečem s telesom celim, a ne? Kaj? Avto. Kolega, ki je zdrsnil v graben, a ne, pa mu pomagamo, ali pa če mu kaj zdrž. V glavnem, to je topovski vozel. Med drugo svetovno vojno, oziroma med prvo in med drugo svetovno vojno so ta vozel uporabljali vojaki, da so ga lahko, torej, kakšne težke tovore v gore vlačila, ne, s pomočjo vrvi. A ne? Vidite, da se lahko kjerkoli na vrvi naredi ta vozel in ta vozel ne potuje po vrvi nikamor, ne gor, ne dol. A vidimo? Ja. Zdaj bom jaz to zanko podrl, bom naredil malo manjšo, se pravi bomo ponovili to, a ne? Tako se naredi alpinska zanka. Takole, evo ga. Je že rešeno, ne? Zdaj sem zelo drevo. Ok, tukaj nekje 1 meter pred drevesom naredimo še enkrat manjšo zankico. Takole gremo pod obema vrvicama. Vse te vozle imate na mojem YouTube kanalu, enako. Video posnetke, ki so zelo pač nazorni in boste zelo enostavno lahko hitro obnovili znanje, tako da si ne rabite zdaj zapomniti čisto vseh vozlov, ja?
Kogar bo več zanimalo, bo lahko pogledal, kot smo rekli, potem na YouTube kanalu. Kaj pa je zdaj tole? No. Ok. Zdaj pridemo okrog drevesa s tem koncem vrvi in jo napeljemo čez to alpinsko zanko, oziroma topovski vozel, smo rekli, se tudi imenuje. Torej, več vozlov ima več imen. Ja? Smo rekli, eno ime je lahko alpinska zanka, drugo ime je topovski vozel. Tako je. In kaj zdaj se zgodi, če tole vrv napenjam? Kaj dobim tukaj preko te zanke? Škripec, ne? In veliko lažje na ta način napnem vrv, čez katero bom pol poskušal splezati. Potem tle primem vso napetost z dvema prstama, vidite? Nič ne držim, samo z dvema tle držim kot neko ščipalko. Naredimo tle štirico. Tle, ker imam palec, je trebušček štirice, tukaj je repek štirice. A ga vidite štirico? Z repkom štirice greste noter čez trebušček in zategnete nazaj proti sebi. Končano. Je vrv stala napeta? Je. Je kaj se popustil? Nič, ne? Kaj naredim? Tukaj lahko, zdaj tako dvomim, da bom, mogoče ponajdu kakšno palco. Prav dvomim, da je tle. Mogoče tale storžek. Čakaj. Tukaj. Imate kakšno palco? Ja, saj že je. Jo, gozde ponovadi prej najdeš, ne? Evo. To palco damo tle not v to zanko in poiščemo konc vrvi in zategnemo, da se ta zanka zaklene to palčko takole. Sprav, tudi če bi zdaj od vas prišel, pa hotel potegniti tole vrvico, ne bi jaz mogel pasti dol, ker se ne bi nič porušilo. Ja? Tako kot je na ziplineu. Kako? Tako kot je na ziplineu tukaj narejeno. Podoben. Mogoče kako tam drugače naredi, ampak zdaj moram pa jaz preveriti, če to mene drži. Precej dobro. Precej dobro. Jaz vedno plezam po vrvi tako, da zataknem gleženj desne noge, takole, a ga vidite? Ja. Spravi noga, koleno je na desni strani vrvi, če je to leva, ne, je tle desna, ampak gleženj imam pa na levi strani vrvi. Gleženj desne noge, ja? Potem se vležemo gor na vrv, se kar raztegnete, a ne? Jaz sem čisto na tlemi, a ne, vidim tukaj. In takole lahko tudi počivate gor. Super. To nogo imate za ravnotežje, tole. Ko se hočem premikati, samo dvignete po vrvi naprej in greste počasi naprej. In lahko počivate, kot sem pokazal, ne? Ja. Je precej raztegnjena tale vrvica, ne? Je precej med obema drevesoma, razdalja in je pač precej elastična oziroma taka zabavna, vidite, ne? Ja. Ok. Ko moramo iti, sam potegnem za to palčko. Zakaj? Ker se odvezuje. Kako? Odvezuje se. Da dobim tole zanko ven in potem sam zanko razdrem. Vidite, kaj se zgodi? Ja. Je že končano, potegnemo sebi. Tole. Te alpinske zanke se da takole zalomiti, vidimo? Ja. Vsak vozel se da lepo zalomiti in se jih tisti vozel, ki se ga hitro zaveže, se ga tudi hitro razveže, če je pravilno narejen. Zdaj grem proti drugemu drevesu, a ne? Ja. Kaj? Zakaj to delam z zavezanimi očmi?
Kaj bi rekli? Zaradi tega, ker če si v temi, ker je izziv, zaradi tega, ker če si v temi, da si bi znal to narediti. Ja. Prikazujete, kot da ste v temi. Ja. Prikazujem. Ja. Ja, jaz vam hočem dokazati, da vozle obvladate takrat, ko imate zavezane oči, oziroma ste v popolni temi, oziroma jih znate zavezati za hrbtom. Ne da gledate. Takrat obvladate vozle in nič prej. A je to jasno? Jasno. Tako. Če hočem vam razložiti, kaj moram narediti, spet jo preverim, če je cela. Vidite, tle je ful umazanije. Čista, da ne bo kakšnih kamenčkov ali pa palčkov, bi to lahko prerezale. Evo, takole enkrat, dvakrat prevlečete, date za vrat, stegnete levo roko, kjer je šla vrvica dol, po tisti strani vratu, gre pa tudi nazaj gor. Prav, zdaj je šla, gre po levi nazaj, po desni nazaj, po levi nazaj. A je to opornica? Kaj? A je to opornica? Zdaj pa tole tlele vidim, da sem prišel do konca, ko dam roko ven, mora tukaj biti to takole. Nič povezano med sabo, ne? Vidite? Date dol iz vratu, primite za vse tele zanke, stisnete fino, poiščete te dve vrvici, ki visite dol in trikrat uvijete gor proti tej roki levi. Mene zebe. Bomo pet na sonce. Tole pred mano se pet na sonce postavi. Prav? Pa obleči se, če te zebe, ja? Potem pa te zanki, oziroma potegnete te dve vrvice čez zanke, naredite še eno zanko in jih samo poveznete čez vse te ostale zanke, poiščem tle dol te dve vrvici in zategnete. To ne gre pol nikamor, lahko date v pralni stroj, kot večkrat že se ponavljam, in se ne bo nič zgodilo, torej ostane skupaj. Potem pa samo še ruknete takole čez hrbet, prekrižate spredaj, prekrižate zadaj, da zagrabite vrv in tukaj zavežete z kakšnim vozlom? Moški ali ambulantni vozel ali tkalski vozel se tudi imenuje. In si vse te okončine, kar vam štrli, lepo pospravite in kot vidite, se potem vrvica nikamor ne more zapletati, kar tako, in šibate naprej. Ok? Hvala za pozornost. Kam gremo? Kdo ve? Na pohod. Ne na lisico, na lisec. Na lisec. Na hrib lisec. Kaj bomo imeli tam? Eno tekmovanje, ne? Kdo ve, kaj bomo imeli na liscu? Kako smo rekli? Kako se reče temu? Napad na lisec. Kaj gor? Zvonec. En bukev, pod katero je klopco in na tisti bukvi je. Zvonec. Tako, ko bom rekel, potem odkje štartate, boste štartali in kdor prvi pride gor, pa pozvoni, dobi nagrado. Kdor bo želel, saj sem rekel, ni nujno, kdor želi. Če ni noben, pa ni noben. A bomo tekali? Ja, ne vem, najboljš bi bilo. Ok, gremo naprej. Te metulji nas pa stalno zasledujejo, ne? Koliko jih je? Kako se imate? Boste pozdravili starše? Žijo. Še kdo? Žijo. Evo jih, se fajn. Umirate od vročine. Samo da pokažem, koliko je stopinj. Oblačno 16 stopinj mi kaže, ampak ne verjamem. Je malo več, 24 stopinj je zdajle. Nekaj tacga, v senčki. Sonce pa ja, mogoče malo več, seveda. Ok, tukaj, kakor vidimo, je stara vlečnica za na smučišče
Lisec, kamor se bomo tudi mi zdaj odpravili gor. To je to smučišče. Ja. Tle se bomo pol dol spustili. Okay? Da se ne bi dolg kotalil. Noben se ne bo kotalil. Vsi bomo lepo peš. Zdaj gremo po položni poti od spodaj. Pa bomo šli pol, kot sem rekel, po položni navzgor. Pa pol po strmi navzdol. Ok? Počasi pa ziher. Tako vidiš. Pejte v kolono po dva. V kolono po dva. Čelo stoj. V kolono po dva. Hodite po desni strani ceste. To je druga leva, ne? Ok? V koloni po dva, prosim, zato ker tle je en tak nevaren ovink, če kdo preleti, da ne bo cele skupine zbil. Hodi. A ste že pripravljeni? Počakaj, nisem rekel še štart, sam da vas vidim. Super. A vsi boste tekmovali, pogledajte to. Vsi napad na lisec. Na moj znak, pripravljeni, pozor, zdaj! Energije ne treba šparati, pravijo. A moraš iti gor? Ja, moramo iti gor, vsi gremo gor, ampak ne rabiš teč, ne, tisti, ki želi. A veš? Tam je toliko lepih stvari. Ne dansko. Kaj pa če vidiš v nekogar hišo, kako kaka? Če tam gor, tam pa lahko vidiš Blejsko jezero. Tam lahko tudi vidiš cerkvo. Ne, Cerkniško jezero. Ne, na drugi strani bo Cerkniško jezero. Kaj? Na oni strani boste videli Cerkniško. To pravim zdaj. Ja. Imamo še šopek v izdelavi. Gozdni šopek. Gozdni šopek v Made by Alja. Evo, smo na listcu. Bo kdo pozvonil, da se sliši zvonček? Evo ga. No in zdaj, če boste pogledali tale vrh z anteno tamle. Jo vidite? To je, ne. To je slivnica. 1114 metrov, potem imamo od zadaj nanos, ja. Je suhi vrh. Je vrh nanosa 1213 metrov, potem so javorniki 1260, potem imamo strugo Cerkniškega jezera, potem imamo Križno goro, Snežnik v zadju, tukaj je cerkev svetega Janeza Krstnika na Studenem, od zadaj Županček in pa še tam od zadaj Blošček.
Evo ga, da pokažemo. To je najvišji vrh Blok, 1061 metrov meri nad morjem. Snežnik pa 1796 metrov. Evo ga. Lepotec. Meče je šopak, pomeni, da ga ujam, da se poroči. Ja, znam to reći. Ja, jaz sem spila, ti si dan spil. A ti? Veliko spila iz flaša. Ja. Pa sem videl eno kranjo, je prestala, po moje eno miško vila. Tam je sredine čisto protipodno. Ja, zdaj bo zletela, po moje. Kanja. Levo, vidiš? Ja, eno miško je vila. Zdaj šla na drev, a tam bo pojela. Prijetno, ja. Ne vidim dobro. Ja, skoraj, ne? Skoraj padel, tako pomeni, da nisi padel, hvala Bogu. Je bilo že. Ja, se treba malo prijeti, ne? Imejte varnostno razdaljo, fante, preblizu ste. Mamo, jaz se za 20 držim. Ja, ti že, kaj pa ostali za tabo? Za 20. Daj, umaknite se tukaj, Rekel, prosim. da se jih za 20 drži. Glej, kako stopaš, ne se drsa dol, fantje. To ni drsalnica. Stopaj, korak za korakom. Pejte, umaknite se tle. Tele v stran. Kako je šlo, Jaka? Dobar. Je kar strmo, ne? Ega. Lanski let, ki sem nabiral, so te. Kar počasi, Jaka, počasi, Jakec. Počasi. A boljših čevljev nimaš ti za tole? Nimaš, dobro. Mnja staš. Kaži, imaš mazo narediti. Pa dobro, malo si, a te ki boli? Ne. Dobro. Si padel? Počasi, kar počasi, fante. Pejte tam, se umaknite do kolega. Dej dol, bo razari. Kako, Mateo? Šlo? Ja, mislim, da bomo šli po drugi poti, ki je tako dol, ko smo vohali lisico zadnjič, oziroma lansko leto. Ok. Tukaj bi se lahko skatelil dol. Ne, pozabi. Pozabi, ker se ne bo... Ej, stoj, kam greš? Čelo, stoj. Počakajte se neko tukaj pri kolegu, a ne? Veš kaj, zdaj se lahko usedem. Nazaj pridite, počakajte me.
Ker moram še prej nekaj pokazati. Od tle gor, da se lepo vidi. Da se vidi cela Bloška planota, a veste to. So velike bloke pod nami. Mene pa ne briga zate. Ne teč, ne teč, ne teč. Ne teč, ne teč. Meni ni kar vseeno za kjerkoli človeka. Lej, ta sem vsi, da ker se... Pejmo, malo niže gremo. Dobar dan, majstri. Kar počasi, ne teč tukaj. Ne teč. Kar počasi, fante, počasi lepo. Večjo varnostno razdaljo, sem rekel, vsaj 2 metra. Vi se pa en drugega tiščite, le jih. A sem rekel varnostno razdaljo? Vse ne moram verjeti. Počasi, ne tekaj. Nas je korušo letos. Še več. Hudo kot 3-hodna jasa. A si upaš na 3 Kar počasi, ne tekamo. Kolegice, a veste, koliko je 2 metra razlike? Ja, vem, ampak nekje na sredini poti so se nekje ustavili in pa so šli kapom. Ej. Kar počasi, ne tekaj, tako počasi. Žija. Ste dobre vole, punce, vidim, lepo. Kar počasi, lej jih. Ne tekamo, punce, maknite se malo dol. Kar počasi. O, Lučka, lejo. Kar počasi, bravo, lejo. Si kje padla, nič, ne? Sem padla malo. Si? Ja. A, je bilo hudo? Ne. No, hvala Bogu. Super. Smo rekli lepo počasi. Mi gremo pa na... Na survival si znanje pridobiti, da bomo znali se znajti naravi, če bi se zgubil. Mi gremo na survival, kjer bomo spoznali, kako si bomo v bivaku postalca. Koga? Postal. Ojoj. Mi gremo na survival, kjer Laris bo učil, kako se strelja z lokom in otroci bodo z njim. Kako je bilo na listu? Vse noge me bolijo. Boleče. Zakaj je boleče? Boleče, dolgo in strmo. Niti malo naporno. Ja, Misli. Vse je bilo v redu. tega to laže. No, kdo se pritožuje? Mislim, ostali se tudi pritožujete, ali kako? Ha? Ja, in to. Lagano, a? Stefan, je šlo, ne? Šel bi še enkrat, točno tako. To je to. To je beseda, Stefan, pa to, tle sem te čakal. Super. Stefan pravi, da bi šel še enkrat na lisac, ne? Ja, le gremo še en krog. Kdo je za? O, večina zmaga. Se pravi, še en krog, sem pol bo malo pozno večerje, ne? Nima veze, a? Svaka čast. Ja, vi to govorite samo, da se bi pokazalo kul pred staršem. Ja, realno. Ker bi pel hojsno kamero, bi pel vsi pocrkani na sredi. Točno tako. Pocrkelni? Ok. Ne, drugače se pa zlata ekipa, no, tako da... Najboljša ekipa, kot ste mi rekli. Ja, lahko rečem, da ste v določenih pogledih res najboljši. Ne bom povedal, v katerih. Pa jej, no ne. Da vas prehiter ne pohvalim, a ne? A gremo? Ajde.
meni navijaš, da moramo biti proti gor, ki mi se zdi. Ne, što je nova reklama. Kako mi mora jasno da gledaš, Živijo. Tisto wow. O, romantiki. Zadnja vrsta pa romantična, poglejte to. Kakšni lepi šopki. Hudo. Super.